pozdravljeni! Lepo pozdravljeni. Tokrat vas pozdravljava z Balija. Zadnji mesec sva potovala po dolgem in počez po Indoneziji. Po srednji Indoneziji. Po srednji Indoneziji. In sicer del Jave, Bali, ampak v Baliju bolj tako. Potem pa Nusa Penida, Gili, Lombok in pa potem Flores. In o teh otokih vam bova v tem videu podala nekaj informacij, ki je spat, kako se premikati, kako je s prevozom, kako je s hrano in tako naprej. Pa mogoče česa ne narediti. V glavnem, če vas zanimajo ti otoki in basic informacije o potovanjih tam, ostanite z nama. Evo, pa začnimo. Pri potovanju v Indonezijo je potrebno upoštevati dve stvari. Dve omejitvi. Ja. Prva je viza. Zastonj vizo imamo Slovenci za 30 dni. In pa velikost. Ja, pri vizi samo to, mi dva imamo 30 dni, seveda vizo, ampak odletiva 31 dan, tako da držimo pesti, da bo to vse šlo v redu, da bomo pred polnočjo zapustili Indonezijo. Uspešno. Tam zdaj pri meji nismo smela snemati, smo mogli že zbrisati, ampak uspelo nam je. Velikost države. Indonezija je največja otoška država, ima več kot 17.000 otokov, tako da smo se mi skoncentrirali bolj na osrednji del. Ja. Potovala sva od Jave, pa najbolj vzhodu sva šla do sredine Floresa, do Kelimut oziroma Ende. Zato sva potrebovala en mesec. Ja. Torej, ves ta osrednji del sva prepotovala. Priletela v Surabaya, potem pa brez letala do Labuan Baja, do Komoda. Ja. Torej, če smo že pri tem, kako se pomikati po državi, letalo je enostavno, je hitro, ampak pri tem marsičesa ne boste videli. Zato sva se midva odločila uporabljati avtobuse oziroma trajekte, oziroma hitre čolne tu med Balijem in vsemi temi otoki od Nuse Penide, Gilije, Lomboka, vozijo čolni brez problema. Potem pa sva šla na eno malce daljšo turo z ladjo iz Lomboka do Floresa. Peljete se ob severni obali Sumbave. Ta ladja pa je precej... Nisem se še odločila, če bi turo priporočala ali ne, ampak težko je zagotoviti, da ladja ne bo prepolna. Ja, naša ladja je bila zelo polna in pa prva 2 dni, če se peljete iz smeri Lomboka proti Floresu, prva 2 dni sta zelo naporna, ker si cel čas na ladji in imaš samo 2 postanka na dan za kopanje. Valovi pa so taki. Ja. Tako da najno priporočilo je nekako leteti v Labuan Bajo in od tam potem videti Komode in vse te stvari. Zato, ker sicer sva vzela najboljšo agencijo. Po samih otokih pa se najbolje premikati z motorjem. Naprimer, zdaj trenutno na Baliju, enostavno, na Lomboku je super. Razen mogoče Nusa Penida, kjer so ceste res slave. Katastrofa, ampak druge opcije ni, po moje z avtom enostavno predolgo traja. In tudi po Floresu okrog Labuan Baja z motorjem brez problema. Videla sva pa tudi možnost, da lahko rentate motor v Labuan Baja in ga vrnete v Maumere. Torej, če imate samo ročno prtljago oziroma kakšno malo prtljago, lahko ta del upravite z motorjem in si ogledate vse po poti, kar si pač želite. Ja. Za prevažanje z motorjem je pa seveda potrebno imeti vozniško mednarodno. Indonezijci imajo celo neko posebno vrsto mednarodne vozniške, midva so se to uredila v Avstriji, vse tako so nama tam rekli, tako da si je pametno to urediti. A ja, sem še to. Po Gilijih ni motorja, ni avta, je pa kočija in pa kolo. Tam smo bolj eco-friendly. Kaj si pogledati v srednji Indoneziji? To je pa čisto odvisno od želja vsakega posameznika. Kako ga zanimajo. Pač tu je seveda omejitev s časom, ker je res ogromna. Če se potapljate, je potrebno tudi to nekako vključiti, zato ker je podvodni svet res izjemen. Če ste, ne vem, lahko ste tudi na Baliju mesec dni z lahkoto. Tako da tu si je potrebno pač malo nekako postaviti prioritete in se predtem pozanimati, kaj vas zanima, kaj želite videti. Mislim, da bomo napisala en članek z tem 30-dnevnim potovanjem, potem se pa lahko vsak odloči, kaj lahko da v stran, kaj bi dal. V izbiri časa glede potovanja, kdaj iti. Zdaj v tem trenutku je avgust in imava lepo sončno vreme, tudi v Ubudu na Baliju, ker sva pred 3 leti tukaj bila 18 dni in sva imela samo dež. Državna doba je res državna doba. Vse tu na Baliju je bilo takrat. Torej, če ste februara tukaj, pričakujte dež, če ste pa avgusta tukaj, pa pričakujte sonce. Poleg motorja pa mogoče na Javi in na Baliju izvrstno funkcionira Grab. Kaj pa na Lomboku?
Na Lomboku smo samo enkrat probala, ampak je bil takrat Independence Day in voznikov ni bilo, točno. ker mislim, da nekako tam še to ni tako razvito. Na Floresu pa itak sploh ni. Nastanitve, se pravi, koliko kvaliteta zelo variira, Ja. ampak nekako, če potegnemo povprečje 20 € za 2 osebi, ponavadi pomeni svoja soba, svoja kopalnica, klima in topla voda. Razen na Floresu. Voda. Na Floresu nisva uspela najti tople vode. Ja. Tudi na Lomboku je bilo malo, je malo izziv, ampak ponavadi je to bilo. Ja. Hrana poceni, res te lokalni varungi, okrepčevalnice, tu se da jesti za, ne vem, pač zelo variira, ampak do 3 € na osebo. Spijočo. V dražjih restauracijah pa seveda lahko jeste tudi dražje. Kaj se že pa hrane tiče, ko sva prišla na Flores, so nama ponudili pasje meso. Potem sva malce začela to raziskovati, malce googlati in sva ugotovila, da je na Floresu dolga tradicija uživanja pasjega mesa. Tako da tam pazite, morda je tam pametno, da kar postanete vegetarijanci za tisti čas. Tako da. Pa še nekaj lepšega, tukaj na Baliju v Ubodu pa je raj za vse vegetarijance, vegane, ker mislim, da imajo največjo koncentracijo veganskih restauracij, tako da kamorkoli greš jesti. Bo ali nekaj veganskega ali nekaj vegetarijanskega. Če smo že pri Baliju, ne vem, mogoče, jaz sem si napisal, mislim, da 2 ali 3 težave Balija, oziroma na Ubodu, ne. Kaj rezervirati za spat? To je prva težava, zato ker je toliko možnosti in toliko dobrih stvari s tako dobrimi ocenami, da se ne moreš odločiti, kam bi šel. Težko odločiti. Tam je lepše, tam je lepše, pa tja bi še, in midva se vedno na koncu seliva sem pa tja. Glede hrane tudi, greš kamorkoli, vsaj tukaj, Vse in je, dobro. vse pa so ti super. Za lažjo organizacijo celotnega potovanja po Indoneziji, SIM kartica. Ja, Telkomsel. Ja. Srečala sva nekaj ljudi, ki so imeli druge operaterje, ampak ne moreš primerjati. Midva sva celo imela cel čas signal tam od Lomboka do Floresa na morju. Cel čas ne, ampak bolj ali manj. Ja, ampak bolj ali manj tako. Telkomsel. Glede greba, na Baliju, ko pristanete, tam je ena taka posebna cona, greb pick-up, Okrog letališča sam. ja, kjer so cene duple, dobesedno. Tam nama je pokazalo, da bi do Uboda stalo 400.000 rupij, samo greš peš izven tega območja, pa je tako bila normalna cena 220, Okoli 220. kar pomeni 10 do 12 € manj. Za tistih 5 minut, kaj greš peš, se splača. Drugače pa, če zbolite tukaj, na Baliju je itak polno privatnih klinik oziroma pač privatnih zdravnikov. Se nama pa je zgodilo, da smo na Floresu morala poiskati lekarno oziroma medicinsko pomoč. Zdravniku nismo šla, hvala Tamara spet. V glavnem šla sva v bolnico iskati določena zdravila. Bolnica je izgledala okej, izgledala je boljša kot lani recimo na Šrilanki. Kar sva pa bila v lekarni, pa cene zdravil so smešne. Kupila sva kortikosteroide in pa naše klaritine, pač tablete za alergijo, 10 kosov, in za vse skupaj sva dala smešnih 50 centov, 7700 rupij. Naj samo še poudarimo in povemo, da so to vse najine osebne izkušnje, tako da je čisto možno, da pa je nekomu drugemu nekaj bilo ful bolj všeč kot nama, ali pa čisto mimo, kar pa je nama bilo všeč. Tako da pač vsi smo si različni, mi da vseeno deliva z vami najine izkušnje, tako da upava, da bo to komu pomoč. Prav zaradi tega tudi nismo mogli, ne moremo ravno reči, ne iti na tisto turo od Lomboka Ja. do Floresa, ali pa ja, to se mora vsak sam odločiti. Ja. To bo to. To bo to. Če ima kdo kako vprašanje, spodaj napišite, pošljite nam mail, pocukajte nas za rokav na ulici, v Gradcu. Hvala, da ste gledali video in se vidimo kmalu. Kako jaz tako držim roke, se vidi? Ne, tako drži. Ja, vidim. Kom se zagonjaš? Glede greba, na Baliju, ko pristanete,